Vesel sem, da se je Slovenska demokratska stranka in fundacija Vrtnica, kateri sestavni del je odločila, da naši občini pristopi s pomočjo občanom, ki so bili prizadeti ujmi, ki je pred slabima 2 mesecema razdejala našo občino. Za sabo je pustila veliko razdejanje, posameznim družinam je odnesla voda, vse, kar so si v bistvu v preteklem obdobju ustvarili in so pomoči res potrebni in sem vesel, da smo se danes tukaj zbrali, da lahko parim družinam pomagamo. Bi prosil. Tudi jaz bi pa najprej vse pozdravila lepo vas, ki ste doma tukaj železnikov. Jaz sem bila pri vas nekaj dni po tej ujmi in sem lahko se na lastne oči pripričala, v živo je bila stvar veliko bolj grozna za videti kot po kameri. No, tudi moj kraj je bil poplavljen, tako da zdaj nisem mogla domov iz vseh strani, k sreči se ljudem ni nič zgodilo, nič nam ni odneslo. Tako da smo nekako, mislim, da po širni Sloveniji vas takrat kar razumeli, no, in vašo stisko. In vam želim predvsem za naprej, da se ta tragedija ne bi ponovila. In sem vesela, da se ljudje pa tudi še vedno po vsem tem času odzovejo in se spomnejo na vas in da so v okviru Vrtnice darovali še tokrat za vas. No, tudi jaz se lepo pozdravljam v imenu Slovenske demokratske stranke in tudi v imenu ustanove Vrtnica za pomoč ljudem v stiski, ki je bila ustanovljena ravno na pobudo Slovenske demokratske stranke. Delujemo od leta 2000 naprej in v tem času smo zbrali že veliko sredstev s pomočjo naših dobrotnikov. Krog teh naših dobrotnikov se stalno širi. Sredstva, pomoč pa namenjamo neposredno posameznikom, ki se nažalost s stisko še vedno srečujejo. Takoj po katastrofi, nesreči, ki je doletela vaše kraje, se je svet stranke SDS odločil, da da pobudo za zbiranje sredstev in tako smo nekako pozvali naše dobrotnike, podjetja, posameznike, člane SDS, da prispevajo v sklad ustanove Vrtnica in z obljubo, seveda, da bomo ta sredstva namensko zbrana tudi namensko podelili. Tako bomo danes v tej prireditvi oziroma na tem srečanju podelili 8 družinam 19 000 evrov. Zbrali smo še nekaj več sredstev, razliko pa bomo podelili v bližnji prihodnosti še v krajih, ki jih je ta nesreča ravno tako prizadela. Jaz vam želim, da bi vam ta naša pomoč vsaj delno umilila vaše težave in vedite, da smo bili z vami takrat in da smo danes z vami in da bo, če bo treba še z bližnji prihodnosti še kaj pomagati, bomo pomagali. Upamo pa vsi skupaj, da se kaj takega seveda ne bo več ponovilo. Hvala lepa, ker ste me poslušali. Torej, tudi v imenu sveta stranke, ki ga vodim, vsem prav lep pozdrav.
v dneh, ko je bila na preizkušnji vaša občina, ljudje, ki tukaj živite, je žal ista ujma zadela tudi druge kraje v Sloveniji, ampak v tistih dneh je bila na preizkušnji tudi ena vrednota solidarnosti. In izkazalo se je, da Slovenci še vedno spoštujemo to vrednoto. Izjemno velika pomoč je bila nakazana strani ljudi, izjemno velika pomoč je bila dana v obliki dela strani ljudi in izkazalo se je tudi, da zna tudi Vlada Republike Slovenije dobro ukrepati v teh primerih in da je vso to energijo usmerila v pravo smer. Danes bo svoj skromni prispevek izrazila tudi naša stranka s sklepom sveta, ki smo ga sprejeli, kot je že povedal glavni tajnik, pred tedni, takoj po tisti nesreči. Jaz upam, da bo tudi to skromni izraz pomoči, se pa zavedamo, da seveda denar, trpljenja in, kot se je žal zgodilo v tem primeru, celo človeških življenj, nikoli povrniti. Vsekakor pa upam, da bo vaš kraj tudi s tem zaživel bolje in se seveda še naprej tako dobro razvijal, kot se je do sedaj, kajti ti dve dolini imata še eno lastnost, ki je v Sloveniji tako redka, da jo je vredno posebej poudariti, namreč največ otrok je prav tukaj na področju Železnikov in pa v sosednji dolini proti Žirom. To je nekaj, na čemur je vredno graditi in kar seveda daje veliko poguma za bodočnost. Hvala vam in veliko uspeha v bodoče in veliko sreče. Gospa Ana Logar, njena družina, bo pomoč. Gospod Jožef Rant in njegova družina. Rant? Stone Rant. Gospod narobe napisala, pomoč se eno. Hvala lepa. Seveda samo eno vprašanje, ne moremo iz svoje kože. Lahko samo poveste, zakaj ste danes tukaj, no? Vaš vprašanje. Hvala. Zakaj ste pa tako skrivnostni? Mislim, da ne sploh ni treba povabiti. Na tem se pa jo. A lahko še meč grane?